selitvi ste gotovo že kdaj razmišljali. Najverjetneje je kakšna že za vami. V vsakem primeru pa mislim, da boste zdaj vsaj malo zavidali našim prvim današnjim gostiteljem, ki so naredili velik življenjski premik. Ena stvar je sanjariti o radikalnih življenjskih spremembah. Nekaj povsem drugega pa je te sanje uresničiti. Družina iz Ljubljane si je upala in je znala. In to je njihov novi dom v Kojskem v Goriških Brdih. Milena in Uroš, živijo. Vajna zgodba že tako nadaleč diši po posebnosti, po izjemnosti. Zato nas najprej zanima, kaj je botrovalo vajni odločitvi, da zapustita urbano Ljubljano in gresta semle v ta sončna Goriška Brda. 40. Očitno so 40. res prelomnica v življenju, saj za naju. In takrat sva si zaželela, da bi si življenje spremenila. In sva zato šla na pot, da bi spremenila okolje in da okolje potem spremeni naju. In to je bil prvi korak. In še drugi da jaz v svojem poklicnem življenju kot tolmač sem po 20 letih te kariere začel kar hrepeneti potem, da bi kaj trajnega ustvarjal, ne samo neke trenutke, ki pridejo in grejo. In zato je bil ta moment tudi en pomembnejših pri tej odločitvi. Kakšna sta imela izhodišča, kako sta iskala in kako sta našla tole čudovito reč, o kateri smo zdaj? So bile ideje in poti tudi zelo drzne, čez lužo, drugod po Evropi, ampak na koncu smo ugotovili, da mogoče da kot prvo doma je najlepše, kot drugo bo en element popolne drznosti dovolj, ni treba dodati še 3 drugih zraven. Tako da potem sva iskala po Sloveniji kar lep čas in potem sva, kot se vse najlepše stvari v življenju zgodijo, to tudi nekako slučajno našla. Medtem, ko sva šla nekaj drugega gledati, sva potem šla pogledati še to posestvo. Mislim, da sem te mogel celo prisiliti, da greva pogledati še to. Ja, ampak mi ni žal. Ko sta Milena in Uroš prvič prišla na ogled posestva, kjer je danes njun novi dom, je tam stala dotrajana hiša, ki na prvi vtis ni dajala veliko upanja. Milenina prva reakcija ni bila prav spodbudna, vendar sta jo kaj hitro prepričali 2 stvari. Najprej to, da je bil Uroš popolnoma prepričan, da ima posestvo velik potencial. Drugi plus pa je bil dih jemajoč pogled, ki ob jasnem vremenu sega čez Goriška Brda vse do morja. Milena v šali pove, da se vsake toliko časa vendarle splača zaupati možu, saj je danes tukaj zelo srečna. Nadaljevanje zgodbe, torej od momenta, ko je padla odločitev za nakup, je bilo precej avanturistično. Takšne prenove se namreč ne da voditi iz Ljubljane, zato sta se Milena in Uroš odločila, da se skupaj z otrokoma preselita kar sem v neposredno bližino in se popolnoma posvetita temu projektu. Mimogrede, kako so otroci sprejeli v taki starosti tako radikalno odločitev? Ne najboljše. Ne bom se pohvalila. Mislim, da nisva bila zbrana tisto leto za najbolj priljubljenega starša v Sloveniji. Ne, nekaj časa je bilo kar veliko skepse in kar nekaj vprašanj, kaj nam je bilo tega treba. Milena in Uroš verjameta, da bosta otroka, ko odrasteta, videla več prednosti te drzne življenjske spremembe. Zaenkrat pravita, da je njiju in tudi otroka to okolje spremenilo. Na bolje, seveda. Preprostost in delavnost bricev nam je veliko dala, povesta enoglasno. Seveda sta pri prenovi upoštevala željo po intimnosti in dejstvo, da bosta njuna ptička kmalu odletela iz gnezda. Zato sta skupaj z arhitektom dom razdelila na vzhodno in zahodno krilo, hudomušno doda Uroš. Tako imata otroka svoji sobi in kopalnico na enem, Milena in Uroš pa na drugem koncu hiše. Izjemno veliko okusa se mi zdi, da sta pokazala pri opremljanju. Kako sta se tega lotila, je kdo od vaju že prej imel ta hobi, strast? Tukaj moram pa vse zasluge tebi predati. Draga, izvodi. Hvala, ker tako mislite, zato ker je bilo kar veliko kritik, tudi negativnih. Tako da verjamem, da mogoče pač hiša res ni všečna vsem. Bi pa rada izpostavila, da po 40. si zaželiš delati nekaj zase in ti mogoče mnenje drugih ni več na prvem mestu.
Tako da tukaj sva preprosto res samo sledila nama, tako da hiša je popolno ogledalo naju, tistega, kar je nama všeč, kar sva, mogoče nama sentimentalna vrednost. Pri opremljanju hiše je bilo obema najpomembneje, da se obkrožijo s stvarmi, ki jim kot družini in posameznikom veliko pomenijo. Vnaprej sta razmišljala o tem, kam jih bosta postavila in kako jih bosta združila z interjerjem. Mileni veliko pomeni skrinja, v katero je njena pokojna mama spravila vse svoje imetje, ko je v 60 letih potovala čez lužo. Uroš pa se je že v zgodnji mladosti od očeta nalezel strasti do starih predmetov, pohištva, knjig in tudi do starega porcelana. Ker je bil oče v 80 letih trgovski predstavnik, se je družina preselila v Varšavo. Tudi Uroš kot mlad fant ni bil navdušen nad to spremembo okolja, medtem ko se danes ob kosih družinske dediščine zelo rad spominja tega obdobja. Vitrina z intarzijo, jedilna miza in stoli ter porcelan, za katerega sta si v kuhinji omislila prav posebno veliko vitrino, vse to so dragocenosti, ki imajo veliko sentimentalno vrednost. Zelo hitro se tudi vidi, da sta strastna zbiratelja umetniških del, ki sta jih razporedila po tej hiši. Že odprej? To je pa nekaj, kar imava en in drug nekako, mislim, da v zibelko položeno. Prvi spomini, kar jih imam, so strmenje v slike, ki so bile izobešene po hiši in razmišljanje, kaj to je. En takih je tale Cjuha tamle gor. To so ene stvari, ki ostanejo s tabo in ti zlezajo pod kožo. In oče in mama sta imela več družinskih prijateljev, jih pa še vedno, slikarjev priznanih. Tako da je nekako smo slučajno, en in drug, mogoče pa ni slučaj, gor rasla obkrožena z nekim duhom, da se ceni umetnost. Zelo drastično sta torej spremenila lokacijo. Koliko pa sta spremenila svoj življenjski slog ali življenjsko pot? Opravljate še iste stvari kot prej? Jaz sem še naprej ostal v svojem poklicu, ga upravljam še zdaj. Tudi moram reči, da ob novih tehnologijah, ki se porajajo, mi je bilo to nekako tudi nekaj, kar mi je šlo na roko, ker se da opravljati moj poklic tolmača, tudi nadaljavo. Jaz imam strašno rada izzive in zato mi ni bilo težko narediti ta korak spet v neko novo, neznano področje, kot je recimo turizem. Prej sem delala v športu, še prej v modi. Tako da očitno to od vsakega posameznika odvisno. Nekateri imajo radi varnost, nekateri pa tako kot jaz si pa skozi iščemo nove izzive, premikamo svoje meje in zagotovo je to zame bil velik korak. Ok, sej Brda so svetovljanska, ampak vseeno me zanima, kako so tukaj domačini Brici sprejeli dva Ljubljančana, ki prideta in tukaj začrtata vse na novo. Prvo leto, pa še malo dalj, je bilo vsakič, ko sva koga na novo spoznala, prvo vprašanje: zakaj ste se preselili v Brda? So pa to fascinantni kraj, ki so stoletja na prepihu. Treh kultur, če ne še večjih, vojen nešteto. In vse to pusti posledice, težke in negativne, ampak tudi zelo pozitivne v smislu prilagodljivosti, v smislu vztrajnosti, v smislu ohranjanja sebe. In v bistvu na nek način mislim, da zelo paševa sem. Ta vztrajnost, tudi pri tem projektu se je izkazala za nujno potrebno karakterno lastnost. Mogoče so pa to na koncu rekli Brici, evo, sta trmasta, kakor smo mi. Morda? To je pa kar nagradno vprašanje. To bi pa res rada jaz enkrat slišala, kaj bi Brici rekli. Tako da ne vem, mogoče Brici pomagajo. Tako da začetek je bil dober in še vedno je dober. Tako da upam, da se tako nadaljuje s tem tempom naprej in da bova srečno umrla v Brdi.